Kadar govorimo o stereotipih, govorimo o poenostavljenih prepričanjih, ki si jih ponavadi delimo še z drugimi ljudmi. In v tej raziskavi, v tem članku, smo se lotevali 3 tipov stereotipov. Stereotipe, ki se tičejo blagovnih znamk, stereotipe, ki se tičejo države izvora in uporabnikov. Recimo, narejena v Nemčiji, predstavljate si kakšno blagovno znamko avtomobila, pa uporabnika takega avtomobila. In ukvarjali smo se dejansko s tem, kako ti različni stereotipi vplivajo med sabo in na kakšen način lahko razumemo, kako delujejo tako na vrednotenje potrošnikov, kot potem na nakupne namere. In kar smo ugotovili, je namreč stereotipi se merijo z 2 dimenzijama. Ena je sama toplina, druga je pa kompetentnost. In kar smo ugotovili je, da dejansko tako država izvora, se pravi narejena v Nemčiji, kot uporabniki, se pravi tipični uporabniki določene blagovne znamke, vplivajo na to, kako potrošniki zaznavamo to znamko, kakšno so potem vrednotenje te blagovne znamke in nakupne namere. Loteva se področja, ki ga dejansko srečujemo vsak dan pri delu na področju trženja, namreč pomanjkljivih površnih prepričanj, na podlagi katerih kupci odločajo oziroma sprejemajo nakupne odločitve. Vedenjski laboratorij nam dodaja drugačen način raziskovanja, kot smo ga uporabljali do sedaj. Do sedaj smo večinoma anketirali, uporabljali poglobljene intervjuje. Z vedenjskim laboratorijem dejansko merimo čustva, odzive telesa skozi gibanje oči po zaslonu, skozi električno prevodnost kože, skozi srčni utrip, in to nam daje drugačen pogled v merjenje. To se pravi, dejansko lahko merimo čustva, z tega vidika gre torej za komplementaren način raziskovanja. Na Ekonomski fakulteti vodim programsko skupino, raziskovalno skupino, skoraj 30 raziskovalcev, in ukvarjamo se s trajnostnim razvojem z različnih vidikov. En od teh vidikov je tudi, kaj podjetja počnejo na področju trajnosti, in trajnostni poslovni indeks nam omogoča celosten vpogled v to, kakšno je dejansko trajnostno delovanje podjetij, tako na področju ekološke, družbene kot upravljavske dimenzije. S tem se podjetja lahko konec koncev primerjajo s svojimi konkurenti, ugotavljamo pa dejansko tudi sliko na tem področju za celotno slovensko gospodarstvo. V preteklih letih smo zajeli že več kot 700 podjetij in to nam daje kar dober pogled v to, kje je še prostor za izboljšave in na katerih področjih smo že dovolj razviti, recimo temu tako.